družba, spet sem jaz. Moje ime je Jana, za vse tiste, ki me gledate prvič. Dobrodošli na mojem kanalu. Nahajamo se v kotičku z naslovom Mehika. Tukaj govorimo o različnih zadevah, ki so tako ali drugače povezane z Mehiko, z ljudmi, ki živijo tukaj, s hrano, z običaji, raznimi zanimivostmi. Tako da lahko majčkeno pobrskate na listi predvajanj za nazaj, če vas zanima kakšna druga zadeva. Danes bomo pa govorili o tem, kako veš, da si Mehičan. Jasno, da je naslov hudomušen. In vam bom opisala nekaj značilnosti, ki so mene tukaj presenetile in sem jih opazila pri Mehičanih, ne pa pri Slovencih. Prva taka zadeva je, da se večina Mehičanov tušira zjutraj. Tako pa se jih ne, ker ima redko kdo ima banjo doma. Večinoma so tuši in to so v bistvu tuši z zaveso, niti nimajo tuš kabin, večinoma. In navada Mehičanov je, da se stuširajo zjutraj. Pravijo, da zaradi tega, ker se tudi po noči potijo in da zaradi tega, da se lažje zbudijo zjutraj. In ne vem, zaradi časovne stiske ali pa zaradi kakšnega drugega prepričanja, jih veliko gre ven z mokrimi lasmi. No, jaz tega ne počnem, ker sem še vedno prepričana, da to ni najbolj zdrava zadeva, še zlasti tukaj, ker jaz živim v Hidalgu, v Pačuki, je včasih ubijalski mraz in da greš v tak mraz z mokrimi lasmi, po mojem bi dobila en tak grozen glavobol. Skratka, to je ena izmed značilnosti Mehičanov, ki so drugačne od Slovencev. Druga zadeva, ki je zame presenetljiva, je ta, da večina Mehičanov izjemno rada pije osvežilne pijače, gazirane pijače. Se mi zdi, da je v Sloveniji bolj trend, da se pije voda ali pa recimo kakšni malinovci in take zadeve cedevite. Tukaj pa, ne vem, vsi od otrok do odraslih, dedkov, babic, prababic, vsi pijejo gazirane pijače in najbolj popularna od vseh je pa Coca-Cola. Naslednja značilnost Mehičanov je, da se strašansko radi družijo z družino. Moram priznati, da sem se v teh 12 letih, kar živim tukaj, da sem se veliko večkrat srečala z mojo politično družino, se pravi svakinjami, taščo, ne vem, in tako naprej, kot sem se v celem mojem življenju družila z mojo originalno družino iz Slovenije. Veliko, ne vem, takih situacij, praznovanje, kjer se družina dobi, ne samo rojstni dnevi, tudi, ne vem, kakšni zaključki šolskih let, obletnice, ne vem, jasno, da poroke in to je kar naprej kakšen razlog za druženje. In moram reči, da je meni to zelo všeč in tudi iz tega istega razloga moram reči, da sem v kratkem času zelo dobro spoznala pač svakinje, njihove otroke, ne vem, mojega tasta in taščo, ker smo pač imeli enostavno več prilike družiti se in več časa, ko preživiš z nekom, bolj lahko spoznaš to osebo. Tule v Mehiki so zelo popularne pekarne. In sicer so pekarne začele rasti kot gobje po dežju po osvojitvi Mehike, po osvojitvi Špancev Mehike. In kupi se lahko pecivo tako v pekarnah, kot tudi imajo navado, da so pač ljudje, moški običajno, na kolesih in imajo spredaj, kolo je majčkeno predelano, tako da vspred pride ena take velikosti gromozanska košara, ki jo napolnijo s pecivom, ampak pecivo to je dobesedno sladka zadeva, to niso žemeljce in makovke, to je sladka zadeva, to so razna peciva velikosti žemeljce recimo, no. In to zjutraj in zvečer se pač vozijo po mestih in po vasicah in prodajajo sveže pecivo in je zelo tipično, ne samo za otroci, tudi moški in ženske kupijo zjutraj ali pa zvečer pecivo. Zjutraj pa pogosto pač odrasli kupijo še kavo z mlekom, da pač jo pijejo skupaj s tem pecivom. Moram reči, da so Mehičani zelo iznajdljivi in kreativni in to se izkaže tudi pri tem, kako oni organizirajo praznovanja. Oni lahko v manj kot eni uri iz nule organizirajo eno zabavo. In sicer rabijo en telefon mogoče, tako da bo en zvočnik, da bodo lahko predvajali glasbo, lahko tudi brez zvočnika to naredijo. Enega do dva prijatelja, ker bosta ta dva zagotovo še več jih pripeljala in gredo kupiti prigrizek, se pravi kakšen čips, kakšne kokice, kaj takega in gazirane pijače ali pa pivo in zabava je tukaj in taka zabava lahko traja do jutranjih ur. Moški tukaj imajo radi nogomet,
Vem, da imajo tudi slovenski moški radi nogomet, ampak tukaj se nogometne tekme spremenijo v doživetja s prijatelji, družabna doživetja. In sicer je zelo običajno, da se prijatelji med sabo povabijo in se dobijo v hiši nekoga, seveda prinesejo pivo, prigrizke in potem gledajo nogomet. In to je vsak teden so pač nogometne tekme, Mehiška liga je kar velika in je kar veliko klubov in tudi moram reči, da so tudi kar dobri igralci. Pa potem v raznih pokalih sodelujejo ali pa potem, če je kakšen mehiški igralec v kakšnem klubu v Evropi in je tam kakšna tekma, skratka, vedno je razlog za ogled tekme. Jaz se pa spomnim, da sem pa v Sloveniji da smo pa v družinskem krogu gledali te športne prireditve in ne nujno nogomet, je bila lahko tudi atletika, smučanje, plavanje, ne vem, gimnastika, karkoli je bilo, ampak to nismo na tak način gledali, smo lepo sedeli pred televizijo in smo gledali, brez prigrizkov, brez kričanja, brez druženja s prijatelji. Potem imajo še eno meni zelo nenavadno navado. In sicer je ena taka štručka, ki se ji tukaj reče bolijo, je podobna štručki, tako, ali pa kakšni makovki, samo da nima maka gor, ne. In potem oni to prerežejo in naredijo zadevo, ki jo oni imenujejo torta, je pa en tak sendvič. In sicer ga tako pripravijo, da običajno ga namažejo s pretlačenim fižolom, pa potem, ne vem, šunka, sir, paradižnik, avokado, lahko je dunajski zrezek, lahko so hrenovke, variant je še pa še. Ampak kar me preseneti, je pa to, da vzamejo ven sredico iz te štručke. In sicer moški pravijo zaradi tega, da pač ne uvira, se pravi, ker če ti s tokimi zadevami napolniš, ja, je res dejstvo, da je lažje verjetno napolniti, ženske pa pravijo zato, ker radi. In jaz tega sploh ne razumem, ker je ta sredica iz točno enakega materiala kot skorja, tako da te logike ne razumem. Skratka, iz teh štručk se jemlje ven sredico. Naslednja zadeva, ki jo tipični Mehičani počnejo in se ji ne morem načuditi, je ta, da v katerokoli žensko torbico pogledaš, je ena rolica WC papirja. Lahko to je visoko izobražena ženska z uglednim položajem v podjetju, ampak se bo vedno našel ta dodatek v torbici. No, kasneje sem razumela, ker je v veliko javnih straniščih, no, v nekaterih pač plačaš, da greš lahko v stranišče, ti zaračunajo in ti dajo 3 kvadratke toaletnega papirja. Nekatera stranišča v kakšnih zdravstvenih ustanovih pa sploh papirja nimajo, zato pač vedno nosiš s sabo papir, zato da si pač pripravljen na vse mogoče zgode in nezgode. Moški pa ne vem, sem jih pa ravno v videu v španščini vprašala, moški pa ne vem, kako to počnejo. Diego si majčken tega papirja si ga zloži, brez rolce, pač si ga zloži in ga ima po žepih. Potem imajo tudi navado izboljšati perfektne produkte. Recimo, ne vem, v Sloveniji vem, da se postreže pivo, recimo z eno rezinico limone. Ne, tukaj je to šele začetek. Imajo navado jih servirati v velike kozarce in to vse živo noter zmeče, od angleške omake, od Worcester omake, od ene omake, ki se ji reče Valentina, ki je pikantna in je mehiška. Zanimivo, omake Tabasco tukaj nisem videla, je pa ena zelo tipična, ki je pa omaka Valentina. Ne vem, kaj vse noter namečajo, na to zadevo se nisem navadila, ker ima človek občutek, da juho je. Ena varianta je tudi ta, da se da paradižnikov sok noter, tega si sploh ne predstavljam. Skratka, tako oni pivo izboljšajo, pa tudi slane prigrizke, recimo si kupijo vrečko čipsa in to isto omako Valentino dajo noter, ali pa včasih dodajo, ne vem, arašide, pa kumare, pa paradižnik, pa hrenovke, pa spet z eno omako zmešajo. Skratka, oni imajo navado zadeve izboljševati. No, če ne boste prepričani, če je oseba Mehičan ali ne, potem pa predvajajte eno pesem, ki se imenuje Cielito lindo. To ni mehiška himna, kakor se večkrat zmotno misli, ampak je pa ena zelo posebna pesem. In če je en Mehičan, recimo, če je izven Mehike in sliši to pesem ali pa jo poje, zagotovo mu bodo spolzele solze po licih, ker zagotovo bo nostalgičen. In ta pesem, ne vem, zakaj je toliko trdno zasidrana v srcih Mehičanov. Recimo tudi v potresu, ki je bil zdaj leta 2017 v Mexico Cityju, so ljudje prepevali to pesem med tem, ko so rešvali. Če slučajno ne poznate pesmi, vam bom dala en link v opis, da jo lahko slišite. Lahko ste slišali tudi, kako se reče, refren. Na kakšni nogometni tekmi navijači pojejo refren te pesmi na nogometni tekmi.
Takole, no, upam, da se vam je zdel prispevek zanimiv. Upam, da se boste končno pogumili in v komentarju napisali, kaj od vsega vas je najbolj presenetilo ali pa če ste kaj od tega že vedeli. Se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo!